poleg tega pa vsak človek bolečino dojema na drugačen način. Dodaten faktor, ki pa stvar še otežuje, da se tudi na različne načine izražamo, imamo različne besede, s katerimi povemo, kako nas nekaj boli, zato je seveda vedno ključnega pomena, da se tako zdravnik kot bolnik pri podajanju anamneze dobro razumeta, da bolnika dobro izprašamo in da mu pustimo način, da pove, kako ga boli. Danes bomo nekako šli čez vse te bolečine, poskusili ločiti, kakšne so razlike med njimi, da bo tudi vam to čim bolj razumljivo. Na koncu bo tudi čas za vprašanja, tako da če bo karkoli, kar ni bilo razumljivo ali pa želite, da bi še razčistil na koncu, bo potem čas tudi za to. O čem bo govora danes, se pravi, povedal bom, zakaj je pomembno prepoznati nevarno prstno bolečino, kaj je prstna bolečina in kakšne obraze prstne bolečine poznamo, kako prepoznamo prstno bolečino, ki je nevarna, kam in kako moramo po pomoč in kaj lahko tudi vi naredite sami. Zakaj je pomembno prepoznati prstno bolečino? Kardiovaskularne, kot rečemo nekoliko bolj strokovno oziroma bolj poljudno, srčno-žilne bolezni so ubijalic številka 1 na svetu, kar pomeni, da v bistvu največ smrti na svetu je ravno na račun kardiovaskularnih bolezni. To je več ljudi umre za temi boleznimi kot za rakom, kot za ostalimi virusnimi obolenji, kot za HIV-om in kot za COVID-19. V lanskem letu je za kardiovaskularnimi boleznimi umrlo 17,8 milijona ljudi, 31% vseh smrti na svetu je to predstavljalo. Žal pa je to najbolj pomemben dejavnik tveganja za smrt v manj razvitih državah, se pravi največ smrti, več kot 75% te prihaja iz manj razvitih držav, v katerih seveda Slovenija ni všteta, pri nas imamo dobro primarno in sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo, ki poskrbi, da lahko ljudje dobijo vsa najnovejša zdravljenja s področja kardiovaskularne oziroma srčno-žilne medicine. Nekaj besed bi še rad omenil o COVID-19, ki v zadnjem času dobiva največjo veljavo in ki ga tudi medijsko najbolj spremljamo. Tukaj je v bistvu statistika, ki sem jo vzel iz Googla iz dne 3.5., se pravi 2 dni nazaj, in sem pogledal, koliko smrti je bilo v lanskem letu zaradi COVID-a do sedaj na celotnem svetu, se pravi od začetka pojava COVID-a pred več kot enim letom, in to je bilo 3,2 milijona. Če si predstavljate, da je bilo 17,8 milijona smrti zaradi kardiovaskularnih bolezni, vidite, da COVID ni tisti največji trenutni ubijalec in da ob tej epidemiji, ki prejema toliko pozornosti, ne smemo pozabiti tudi na druge bolezni, predvsem pa ne na srčno-žilne bolezni. V kliničnem centru smo na ta račun epidemije opazili tudi upad števila miokardnih infarktov. To pa ne zato, ker bi dejansko ob COVID-u in miokardnih infarktov bilo manj, ampak ker se je manj ljudi odločilo, da je poiskalo zdravniško pomoč in na ta račun smo tudi prepoznali in zdravili manj infarktov, oziroma več smo imeli ljudi, ki so prišli prepozno, ki so imeli že zaplete zaradi pozno ugotovljenih miokardnih infarktov in na ta račun smo imeli tudi več znotraj bolnišnične umrljivosti. Nekaj besed bi rad omenil o tem, kdo je bolj ogrožen, se pravi, kdo mora bolj paziti pri kardiovaskularnih boleznih in kdo mora biti bolj pozoren na morebiten pojav prstne bolečine. To so vsi ljudje, ki imajo povišan krvni tlak, ljudje, ki kadijo, ljudje, ki se zdravijo zaradi sladkorne bolezni, tisti, ki imajo povišan holesterol, tisti, ki imajo povečano telesno težo, tvegano ali škodljivo pijejo alkohol, se nezdravo prehranjujejo ali imajo že znano družinsko obremenjenost z kardiovaskularnimi oziroma srčno-žilnimi boleznimi. To pa štejemo, če smo imeli kakšnega bližnjega sorodnika, ki je zbolel za srčno-žilno boleznijo, recimo imel infarkt, sploh moramo biti pozorni, če je bilo to pred 65 letom starosti. Kaj pa je v bistvu prstna bolečina? To je simptom, ki je v bistvu najbolj pogosta težava,
ki bolnika pripelje k zdravniku. Kar pomeni, da prsno bolečino imeti po eni strani ni nič posebnega, po drugi strani moramo biti pa za njo zelo pozorni in na njo smo tudi mi kot zdravniki navajeni in o njej veliko govorimo, veliko bolnikov na ta račun spremljamo. Kar se tiče pojavnosti, se pojavlja takoj za glavobolom, vendar je kot taka veliko bolj pomembna. Danes se bom osredotočil na dve vrsti prsne bolečine, in sicer bomo za začetek jo delili v srčno-žilno bolečino in nesrčno-žilno bolečino. Se pravi, bolečino, ki izhaja iz srca in žil na eni strani in bolečino, ki izhaja iz vseh drugih organov, ki ležijo v okolici srca in lahko povzročajo bolečino v prsih, in moramo zato dobro, da te stvari nekoliko ločimo. Nesrčno-žilno bolečino delimo na bolečino, ki prihaja iz pljuč, trebuha, kosti in mišic, ki se nahajajo v hrbtenici in prsni steni, in še na koncu druge vrste bolečine, ki jih bom naštel. Za vse nesrčno-žilne bolečine je v osnovi značilno, da so lokalizirane, se pravi, da največkrat lahko točno povemo, kje nas boli, in da so odvisne od položaja telesa, kar pomeni, da se s premikanjem telesa, recimo ležanje, vstajanje, ležanje na boku ali pa na hrbtu, da se s tem ta bolečina spreminja. Prav tako so največkrat te bolečine odvisne od dihanja, se pravi, če globoko vdihnemo, lahko poslabšamo to bolečino. Lahko so pa tudi odvisne od pritiska. Tudi za te bolečine je značilno, da so lahko zelo hude, so pa, kot že rečeno, po značaju drugačne. Zdaj se bom sprehodil čez te organske sisteme oziroma te naštete, pa bomo šli čez bolezni, ki lahko povzročajo prsno bolečino in nekoliko opisali, zakaj je ta bolečina drugačna od prsne bolečine, ki izvira iz srca in žil. V pljučih se moramo zavedati, da lahko boli pljučnica, sama pljuča, tkivo pljuč ne boli, sicer boli pa ovojnica, v kateri se nahajajo pljuča. Če pljučnica pride tudi do te ovojnice, potem lahko to povzroča močno, mi temu rečemo pleuritično. Namreč pleura se imenuje ta ovojnica okoli pljuč in ta bolečina, in ko enkrat, če vnetje prizadene tudi to ovojnico, to lahko zelo močno lokalizirano boli in je odvisno od dihanja. Boli lahko tudi pljučna embolija, sploh če pride do pljučnega infarkta. Pljučna embolija je bolezen, v kateri strdek se naredi v pljučni arteriji, se pravi v pljučih, zamašijeno žilo v pljučih in del pljuč potem ne dobiva več dotoka krvi. Prav tako lahko lokalizirano, tudi izrazito boli, ob tem je prisotno tudi težko dihanje, pneumotoraks. To pomeni, da se pljuča predrejo in v teh delih pljuč v bistvu ne pride več do izmenjava plinov, kar povzroča bolečino in težko sapo. Bolijo lahko tudi razne karcinomske bolezni, se pravi različni raki, ki se pojavijo na pljučih, v medpljučju, na ovojnici pljuč in na prsni steni. Prav tako imajo lahko prsno bolečino bolniki z astmo, se pravi bolniki z zoženimi dihalnimi potmi in bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo. Lahko bolijo tudi infiltrativne bolezni, se pravi bolezni, ki na nek drugačen način prizadanejo pljuča, med tem je najbolj značilna sarkoidoza. Boli pa lahko tudi pljučna hipertenzija. To je bolezen, kjer pride do povišanja tlaka v pljučih in posledično tudi do bolečin, ko je ta tlak izrazito povišan. Naslednji organski sistem, ki bi ga rad predstavil, je trebuh. Bolečina v prsih lahko izvira tudi iz trebuha. Najbolj pogost razlog za to bolečino je gastroezofagealna refluksna bolezen oziroma GERD na kratko, oziroma kot jo še poznamo zgaga. To je bolezen, kjer pride do
zatekanja želodčne tekočine nazaj po požiralniku. To največkrat bolniki občutijo kot bolečino izrazito, ki je locirana takoj za prsnico, saj ta tekočina, ki se nahaja v želodcu, kisla in draži požiralnik in povzroča bolečino. Lahko se pa pojavlja tudi izrazit kašelj, če v času tega refluksa dejansko kislina zaide tudi v sapnik, ki se nahaja pred samim požiralnikom, in tako pride tudi do pojava kašlja. Največkrat se to pojavlja po zaužitem obroku. Potem se lahko pride tudi do vnetja požiralnika, to je nekoliko redkeje, a prav tako lahko boli. Taka bolečina je predvsem odvisna od požiranja, se pravi, ko nekaj pojemo in gre po požiralniku, takrat začutimo bolečino v prsnem košu. Potem lahko boli hiatalna kila. Predvidevam, da že marsikdo od vas je imel kdaj gastroskopijo, ko so pregledali skozi požiralnik v želodec in tam odkrili, da se del želodca boči v prsno steno. Hiatalna kila lahko predvsem po obroku nekoliko pritisne na zgornji del prsnega koša in povzroča bolečino, prav tako pa povzroča tudi zatekanje kisline, kot je pri zgagi, kar dodatno lahko povzroča bolečino. Potem poznamo različne motilitetne motnje požiralnika. Motilitetne pomeni v bistvu motnje gibanja, kako se ta mišica požiralnika premika. Ta mišica se lahko tudi nepredvidljivo skrči, temu rečemo spazem, in to prav tako lahko povzroči bolečino v prsnem košu. Bolijo pa lahko tudi stvari, ki se nahajajo veliko bolj v trebušni steni. Bolijo lahko žolčni kamni, za njih je značilna močna krčevita bolečina pod desnim rebernim lokom in pankreatitis, to je vnetje trebušne slinavke, ki pa ponavadi boli izrazito v sredini in se pasasto širi navzad. Pri bolezni, ker so pri vseh težavah, ki nastajajo v trebuhu, je značilno, da se lahko zaradi samega oživčanja te bolečine prenesejo tudi navzgor v prsno steno in se, kot mi rečemo temu, ta bolečina lahko prenese tudi nekoliko više in je zato lahko ob teh težavah boli tudi v prsnem košu. Naslednji sklop so kosti in mišice. Največkrat v prsnem košu bolijo razne poškodbe, izrazito so boleči zlomi reber, kakšni udarci kosti ali mišic. Recimo po padcu, če nekdo pade in si zlomi rebra, to lahko še dolgo časa boli. Za to bolečino je značilna, kot že rečeno, da je odvisna od dihanja pa od položaja telesa, se pravi, globoko dih jo ponavadi poslabša, napenjanje jo poslabša in je zato drugačna od prsne bolečine zaradi srčno-žilnih bolezni. Potem boli Tietzejev sindrom, to je nekoliko neka specifika, ampak pri tem gre za vnetje sklepov med kostjo in hrustancev, ki se nahajajo med rebri in med prsnico v sredini. Potem lahko bolijo razna vnetja mišic, ki so posledica nekaterih virusov. Večkrat tudi vidimo, da pri bolnikih pride do bolečine po dolgotrajnem hudem kašlju. Recimo, da ste zboleli za neko virusno boleznijo, pa ste doma dolgo časa kašljali, pa ste imeli pljučnico. Mišice se zaradi dolgotrajnega kašlja lahko utrudijo in potem začnejo boleti. In ta bolečina včasih bolnika pripelje k zdravniku, ker ga seveda normalno skrbi, da ni kaj hujšega. Bolijo lahko tudi razne revmatične bolezni. Seveda pa je ves čas potrebno razmišljati za morebitne utesnitvene sindrome zaradi degenerativnih bolezni hrbtenice, se pravi, dostikrat imajo ljudje zaradi prisilne drže, zaradi dela z računalnikom ali kakšnega drugega dela v službi, lahko težave z živci v področju vratnega ali prsnega dela hrbtenice. Ta bolečina se lahko kasneje naprej prenaša proti prsni steni in tam lahko povzroča bolečino. Zato tudi mi zdravniki, ko delamo diferencialno diagnostiko
prsne bolečine, opravimo tudi rentgen pljuč, lahko tudi, če sumimo na poškodbo vratnih vretenc, rentgen vratnega dela hrbtenice in potem ukrepamo dalje. Zadnja skupina nesrčno-žilnih vzrokov za prsno bolečino sem poimenoval drugo, sem pa spadajo predvsem panični napadi, se pravi, to so napadi tesnobe, ki se hkrati kažejo s hitrim bitjem srca, ob tem se večkrat pojavlja tudi hiperventilacija oziroma pospešeno dihanje, takrat se lahko pojavijo tudi mravljinci v roki in v prstih. Panične napade zdravimo seveda z nekim pomirjanjem in počitkom, lahko pa se poslužujemo tudi zdravil. Do samih paničnih napadov lahko pripelje tudi stres in stresne situacije. Prsno bolečino pa lahko opažamo tudi pri depresiji, namreč ljudje, če imajo to bolezen, potem lahko si zamislijo oziroma se prepričajo, da jih boli v prsnem košu in da je to razlog za njihove težave, zato je potrebno tudi pomisliti, da bi lahko šlo za eno izmed psihiatričnih bolezni. Boli lahko tudi tujek v dihalih, se pravi, če bi nekaj poaspirirali, kar bi se znašlo v dihalnih, bi to lahko prav tako bolelo v prsnem košu, ampak to je precej jasna in direktna stvar, ki jo rešujemo na popolnoma drugačen način. Do bolečine v prsnem košu pa lahko pripelje tudi uporaba prepovedanih drog. Predvsem so to droge, ki stimulirajo naše telo, se pravi, pospešijo bitje srca, ki naredijo človeka bolj zbujenega. Taki drogi sta predvsem znani kokain pa metamfetamini. Tako, zdaj pa druga vrsta bolečine, tista, ki nas verjetno danes veliko bolj zanima, to je srčno-žilna bolečina. Razdelil jo bom na 3 temeljne stebre, in sicer bolečina, ki nastane pri ishemiji srčne mišice, tukaj štejemo bolečino, ki nastane pri miokardnem infarktu, bolečino, ki nastane pri bolezni srčnih zaklopk, bolečino zaradi vnetja srčne mišice ali miokarditis, bolečino zaradi stresne kardiomiopatije, to je v bistvu bolezen srčne mišice, ki nastane ob hudem stresu, takrat se del srčne mišice razširi in slabše krči, kar povzroči slabšo prekrvavitev srčne mišice in posledično bolečino v prsnem košu. Boli pa lahko tudi hipertrofična kardiomiopatija, to je bolezen zadebelitve srčne mišice, kjer se prekomerno srčna mišica zadebeli in to prav tako lahko boli. Pri bolezni srčnih zaklopk morda še besedo, se pravi, v prsnem košu lahko povzroča tudi zožitev srčnih zaklopk, največkrat in najbolj pogosta zožitev srčne zaklopke je zožitev aortne zaklopke oziroma aortna stenoza. Poznamo pa seveda še druge zožitve srčnih zaklopk, pa so manj pogoste. Potem pa še 3 entitete, ki povzročajo lahko bolečino v prsih in so srčno-žilnega izvora. To je bolečina pri vnetju osrčnika oziroma perikarda, bolečina pri disekciji prsnega dela aorte in bolečina pri motnjah srčnega ritma. Zdaj se bom pa sprehodil v bistvu čez vse te bolečine, pa vsako poskušal malo obrazložiti. Pravi, za začetek bi povedal nekaj, kako nastane bolečina pri ishemiji srčne mišice, ker se mi zdi to pomembno za razumevanje same bolečine in narave nastanka. Na levi strani vidite sliko, ki prikazuje srce in pripadajočo aorto, ki izhaja ven iz srca, in tole je aorta, in pulmonalno arterijo, tole je srce, ki ga pri večini ljudi prehranjujejo 3 srčne žile. Če pride pri bolniku do naravne srčne žile, izgledajo tako, kot vidite na vaši
desni. Se pravi, to je zdrava koronarna, mi temu rečemo, se pravi zdrava srčna žila, ki prehranjuje srčno mišico. Vkolikor pride do nastanka ateroskleroze, se pravi do tega, da se nalagajo holesterol v steni, žilne stene, lahko pride do zožitja teh žil. Kot vidite na sliki, tole je žilna stena, potem se pa tukaj naredi tak rumen, mi temu rečemo lipidni plak, ki je posledica ateroskleroze. Če se žila deloma zamaši, kot vidite tukaj, kjer piše kronično zožana koronarna arterija, ali pa se žila celo zapre, kot vidite tukaj spodaj, ali kot vidite tukaj zgoraj, kjer pride do razpoka aterosklerotičnega plaka in do zapore žile, takrat začne srčna mišica boleti. Srčna mišica boli zato, ker je dejansko potreba po kisiku večja od ponudbe, ki jo lahko tisti del srčne mišice prejme. Se pravi, če si predstavljate, če je žila popolnoma zaprta, je ponudbe praktično ni, potreba pa še vedno ostaja, ker srce mora ves čas biti. Če je žila deloma zožena, potem nekaj dovoda še je, ampak čim pride do nekega napora, potem potreba po kisiku prevlada in pride do bolečine pri ishemiji srčne mišice, oziroma kot mi to rečemo včasih zdravniki, do stenokardije, oziroma vam bolj poznano pride do angine pectoris. Kakšna bolečina je tista značilna za angino pectoris? To je stiskanje oziroma tiščanje v prsnem košu, ki ga izzove ali poslabša telesna obremenitev in popusti v mirovanju ali po vpihih nitroglicerina oziroma vam najbolj poznanega kot nitrolingual. Predvidevam, da je kdo že kdaj to uporabil, sicer je pa to nitrolingual, to je zdravilo, ki deluje tako, da ga vpihamo pod jezik, damo 2 vpiha in potem v 5 minutah pričakujemo, da se bodo srčne žile razširile in s tem povečale dotok kisika mimo te zožitve, kar bo zmanjšalo bolečino. Za bolečino, ki nastaja zaradi koronarne oziroma srčno-žilne bolezni, je značilno tudi, da jo lahko poslabšata tako mraz in lahko se poslabša tudi po obroku. Namreč oboje pospeši srčni utrip, kar poveča potrebo po kisiku in če je dovod kisika premajhen, potem boli. Da bomo lažje ločili od nesrčno-žilnih bolezni, zdaj še z druge strani pogledamo. Angina pectoris je zato neodvisna od dihanja, se pravi, kakorkoli dihamo, se ta bolečina ne spreminja, ves čas boli enako, ni odvisna od kašljanja, taka bolečina je neodvisna od položaja telesa in je neodvisna od pritiska na prsni koš. Če ponovimo odprej, ko smo gledali nesrčno-žilne bolezni, so tiste bolečine ponovadi odvisne od dihanja, se pojavljajo od kašljev, so odvisne od položaja telesa in jih lahko izzovemo s pritiskom na prsni koš. Tukaj pa je ravno obratno. Te stvari, v bistvu, te bolečine ne spreminjajo. Za to bolečino je značilno tudi, da se širi. Se pravi, da ni prisotna samo v sredini prsnega koša ali za prsnico, ampak za njo je značilno, da se lahko širi v vrat ali celo v čeljust. Lahko se širi tudi v obe rameni in hrbet. Zelo značilno je, da se širi v levo roko. Seveda pa opažamo tudi, da se bolečina lahko širi tudi samo v desno ali obe roki. V primeru, da je zožena ena izmed žil, ki prehranjujejo nekoliko bolj spodnji del srca, ki je bližje trebuhu, lahko ta bolečina se širi tudi v žličko oziroma zgornji del trebuha. Tukaj na desni sliki lahko vidite nekako vsa področja, kamor se lahko prsna bolečina širi.
Pomembno je vedeti tudi, da tipično prsno bolečino, sploh pri miokardnem infarktu, ko se žila zapre, spremljajo lahko vrtoglavica, slabost, bruhanje in sočasno tudi težka sapa. Prej sem že nekaj besed omenil o tem, da je žila lahko popolnoma zaprta ali da je žila še lahko nekoliko prehodna. In zdaj bi to rad še nekoliko razložil, zato da vam bo razumevanje tega dela lažje. Se pravi, ker je tudi zdravljenje in urgentnost prihoda k zdravniku pri različnih zaporah različna. Se pravi, bolečina je lahko stalna in traja dolgo, recimo več kot 15 minut, takrat moramo pomisliti za to, da se je arterija zaprla, se pravi, da je aterosklerotična leha počila in pretoka skozi arterijo ni več, takrat mišica ne dobi več nič prehrane, nič kisika in to za nas predstavlja urgentno stanje. Saj, ko mišica ne dobi čisto nobenih hranil, potem začne odmirati in mi to lahko dejansko tudi potem preverimo v laboratoriju, se pravi z določenjem tako imenovanega troponina. V teh primerih, ko pride do hude stalne bolečine, je potrebno poklicati pomoč. Če pa je žila ne v celoti zožena in prihaja le občasno do bolečine ob mrazu, ob roku, ob obremenitvi in po počitku mine, potem to ni urgentno stanje, saj predvidevamo, da se v teh primerih nekaj hranila še pride do konca srčne, do prizadetega dela srčne mišice in tako se v teh primerih to toliko ne mudi. Potem bi vam rad predstavil še bolečino, ki nastane pri vnetju osrčnika. Osrčnik je v bistvu ovojnica, v kateri je skrito srce. Tukaj vidite srčno mišico in okoli nje tale bela plast, to je v bistvu osrčnik, ki se lahko ob nekaterih vnetjih, bakterijskih, virusnih, vname. Bolečina, ki nastane pri vnetju osrčnika, je ponavadi ostra, zbadajoča, lahko je stalna, se pravi, da se ves čas pojavlja in ne mine, lahko pa je občasna. Ponavadi je izrazito lokalizirana, se pravi na levo stran prsnega koša, točno lahko bolniki povejo, kje boli in je, tako kot nesrčno-žilne bolezni, odvisna od dihanja, poslabša se s kašljem in je odvisna tudi od položaja telesa. Ponavadi, če sedimo, če se bolnik sedi, je bolečina manjša, če se uleže, se ta bolečina poslabša. Pozorni bomo biti hkrati tudi še na druge stvari. Pri vnetju osrčnika lahko spremljajo tudi simptomi vročine, slabosti, lahko pride do hitrega bitja srca ali pojava težke sape. Pomembno je vedeti, da se vnetje osrčnika lahko pojavi tudi kot posledica miokardnega infarkta, se pravi nekaj časa po miokardnem infarktu, če je prišlo do večje poškodbe srčne mišice, se lahko okoljni osrčnik tudi vname. Večkrat pa vidimo tudi, da pride do vnetja osrčnika po operaciji na srcu, saj ko delajo operacijo na srcu, takrat poškodujejo osrčnik in se lahko seveda kasneje vname in takrat se okoli njega ponavadi začne nabirati tudi tekočina. Na vse te bolečine je potrebno biti pozoren, sploh če se pojavijo po miokardnem infarktu ali po operaciji na srcu in seveda v primeru težav poiskati zdravniško pomoč. Potem imamo bolečino v prsnem košu lahko tudi pri disekciji prsnega dela aorte. Aorta je žila, ki izhaja iz srca in nato oddaja žile za vse ostale predele telesa. Pri nekaterih ljudeh lahko pride
do tega, da del stene prsnega dela aorte poči in kri začne zaostajati v ločenem delu aorte. Ta disekcija je lahko samo v začetnem delu, lahko se pa razširi tudi čez celotno aorto, tudi do recimo trebuha. Za bolečino pri disekciji prsnega dela aorte je značilno, da je to huda, nenadna, parajoča oziroma trgajoča bolečina, ki boli v prsnem košu in se širi nazaj v hrbet med lopatice. V primeru, da se je disekcija razširila tudi niže, lahko boli tudi navzdol v poteku aorte. Ponavadi jo spremlja bruhanje, potenje ali slabost. Ta bolečina v primeru, da se pojavi, tudi zahteva hitro zdravniško obravnavo, saj je v bistvu to urgenten, izjemno hud, ima lahko izjemno hud potek, zdravi se pa kirurško. In še zadnja bolečina, ki spada med srčno-žilne, to je bolečina pri motnjah srčnega ritma. Verjetno ste že kdaj slišali za pojem palpitacije. To so v bistvu neprijetna zavedanja srčnega utripa. To tudi lahko čutimo kot neko čudno bolečino, čuden občutek v prsnem košu. Ljudje lahko čutijo hitro in ali močno bitje srca. Hitro bitje srca lahko občutimo recimo ob trenutkih stresa, ob trenutkih tesnobe, ob težki fizični aktivnosti. To bitje pa je lahko redno ali neredno v primeru aritmij, kot recimo atrijski fibrilaciji. Večkrat lahko kot neprijetno občutje oziroma bolečino v prsnem košu bolniki čutijo ekstrasistole oziroma izredne utripe. Če si predstavljate te utripe, ponavadi je to tako, da je, to, če tukaj vidite, to je v bistvu EKG, elektronski zapis srca, imamo ponavadi en utrip, potem pa kar naenkrat pride in potem temu sledi dolga pavza. To je ta izreden utrip. Po tem izrednem utripu srce se za dlje časa polni, kar pomeni, da v tem času pride nekaj več krvi, kot je sicer navajen v srce, in potem ta naslednji utrip, ki sledi, ponavadi povzroči ta neprijeten občutek, saj je bilo potrebno stisniti več krvi po telesu in to potem ljudi moti. Če je teh ekstrasistol oziroma izrednih utripov malo, to ni noben problem. Če pa jih je več, pa seveda to lahko, pa tudi to znamo zdraviti. Izredne utripe sproža telesni napor, stres, nekatera hrana in pijača in tudi prepovedane droge. Pa zdaj še za konec, da če nekako povzamemo, kam in kako po pomoč, kakšni so tisti znaki alarma in kam se morate obrniti in kdaj. Se pravi, v primeru, da imate nenadno prstno bolečino, ki se širi v hrbet, roki, vrat ali čeljust in vam daje občutek stiskanja oziroma teže v prsnem košu, kot da bi se vam nekdo usedil na prsni koš. Če se ta bolečina kaže s težko sapo, potenjem in slabim počutjem in traja dlje kot 15 minut oziroma traja dolgo časa in ne mine v kratkem času, potem pokličite 112, saj bi lahko šlo za miokardni infarkt. Takrat sumimo, da se je lahko ena žila popolnoma ali čisto zaprla. Osebnega zdravnika pa svetujem, da obiščete v primeru, da imate prstno bolečino, ki občasno prihaja in odhaja, oziroma imate prstno bolečino, ki zelo, zelo hitro mine
za katero niste prepričani, ali bi lahko bila srčnega izvora ali ne srčno-žilnega izvora in ste vseeno zaskrbljeni. V vsakem primeru se zglasite pri vašem osebnem zdravniku, on vas bo znal tudi bolj usmerjeno vprašati, kakšne težave imate in lažje boste razčistili, ali gre za pomembno prsno bolečino ali ne gre za pomembno prsno bolečino, oziroma znal vas bo napotiti na nadaljnjo diagnostiko, ukolikor je potrebno, seveda tudi na pregled k kardiologu. Pa še za konec, kaj lahko naredite sami. 3 stvari sem nekako naštel. V prvi vrsti je potrebna skrb za dobro urejenost krvnega tlaka, ukolikor imate povišanega, se pravi, da je vaš krvni tlak pod 140, 90 oziroma še nekoliko nižji, ukolikor imate sladkorno bolezen, da je dobro urejen holesterol, sladkorna bolezen in vaša prehrana, da se redno telesno gibljete in da ukolikor kadite, začnete razmišljati o prenehanju s kajenjem. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Zdaj, če ima kdo še kakšno vprašanje, ga lahko zastavi tukaj spodaj v chatu.